Pozdravljeni. No, lejte, kdo je pri meni? Gospod Roman Vodeb. V glavnem, več bo o sebi sam povedal, danes bova pa govorila o spolnih zlorabah. Govorila bova o tem, kako pomembno je, da otroci niso prezgodaj izpostavljeni spolnim videom. Vemo, da danes na internetu je vse dosegljivo, na dosegu roke, in dejstvo je, da to pušča velike posledice. S tem se ukvarja Roman Vodeb in on vam bo razložil, kako zelo pomembno je, da mi starši smo res pozorni na to, kdaj so naši otroci izpostavljeni filmom, ki niso primerni za njihovo starost. Tako da, Roman, hvala, ker ste prišli k meni. Hvala za povabilo. No, kako se počutite pri meni? Ja, mislim, takolo greščino bi pa tudi jaz imel, čeprav jaz imam hišo, ampak tale pa res, mislim, wow, pa še okolje to kraško, mislim, super. Lepo, Malo je ne? pihal pa je. Tako, Gorenjka, ki pride na Kras, je zanimivo. Midva sva v moji kleti, drugače, to je prvotno bila vinska klet, zdaj pri nas alkoholikov ni, pa imamo pa takle pogovore tukaj pri nas v kleti, tako da, lušam. Šank je dober, pa kamin je dober. No, midva sva v telem kotičku, tako da, dajva zdaj pogledati. Roman, jaz sem dejansko vas poklicala z namenom, ker me je ena gospa poklicala in mi razlaga o tem, kako jo je mama spolno zlorabljala in ne vem, je govorila ne vem kaj. Kar sem jaz pri vas prebrala, sploh v tej knjigi Razočarane gospodinje pri seksologu, dejansko jo je ona spolno, ne vem, če bom ta prava beseda uporabila, kastrirala. Je to ta prava beseda? Punčko mama spolno kastrirala. Ne vem. Ne, kastracija je fenomen, ki je značilen za moške, ker se njim da lulčka odrezati. No. Simbolna kastracija, če se moške onemogoči, da bi se, vulgarno rečeno, kurčili, ven metali, zmagovali, petelinili. Deklica pa ni kastratibilna, ker nima lulčka, se nič ne da odrezati. Tako da mama lahko sina kastrira, deklico za brazgotini. No, pa napačen izraz sem uporabila. Se pravi, jo je zabrazgotinila in dejansko zdaj seveda predeluje sovraštvo do mame. Pa še kakšno zadevo? Ja, sovraštvo bi lahko bilo tudi nezavedno, kljub temu, da na zavestni ravni do mame ne čuti sovraštva, ne, reče tako, ampak simptomi pa lahko kažejo, da na latentni ravni ima pa nezavedno zamero do mame in jo na nezavedni ravni sovraži. To je možno, samo zdaj tako mame pa hčerke, to zna biti ko pes pa mačka. Tudi hčerke pa očetje, pa sinovi pa mame. Sinove mama naredi serijske morilce, pa geje. Se pravi, mama je edina, ena sama in ta je fatalna tako za hčerke kot za sinove, ampak tudi oče za brazgotini in hčerko in sina, tako da starša oba dva sta izjemno pomembna. Zdaj načeloma, bi rekel, mama ni tako, torej, ni nujno, da hčerko tako poškoduje, kot jo lahko poškoduje oče. Ponavadi oče bolj poškoduje hčerko kot mama. Mama pa bolj sina poškoduje. Dajva pogledati najprej, kaj je sploh spolna zloraba? Kaj se pod ta izraz šteje, kar danes dejansko že skoraj vsak, ki ne vem, že govorijo o spolni zlorabi. Kaj je sploh to? Ja, meni ljudje pridejo, sem bila spolno zlorabljena. Ja, ko ste pa delali, zdravnike smo se šli, pa smo si lulčke kazali, pa mednožja, pa tako naprej. Kakšen je pa vaš sex life zdaj pri 40-ih? Jo, normalen. Pa niste bili spolno zlorabljeni, kljub temu, da dogodek sam po sebi bi gravitiral v register spolne zlorabe. Ampak vsak dogodek iz tako imenovane spolnosti oziroma seksualnosti ni nujno, da ima status spolne zlorabe. Obstaja pa tudi deklice, recimo poznam deklice, ko so na ravni svoje psihične realnosti v svoji glavi sebi zagodile in so fantazirale recimo o seksu z očetom. In njena simptomatika je taka, kot da ima spolno zlorabo. In tak primer Tonje v enem od poglavij v tej knjigi je pač tak, da je ona sama sebi zagodila, so ji starši sicer, ker niso skrivali seksa, ko so prakticirali seks najprej na morju in je ta mala tam radovedno gledala, pa še doma. Prežala, kdaj bo ta očka in mamica
seksala, ker je bilo zanimivo. In potem je želela biti na materinem mestu. Ne? To je tista fatalna misel, ki se je ugravirala in ona je masturbirala pri 8 letih do orgazma in želela biti na materinem mestu. In jaz terapiram, s hipnozo išem in nisem najdel nič, potem sem šel pa dnevnike brati. In sem iz dnevnikov njenih, ki jih je pisala v osnovni šoli, razbral, da je imela to v glavi. Se pravi, že fantazija je lahko učinkuje kot spolna zloraba. Ok, tudi neko posilstvo tudi gravitira v spolno zlorabo ali pa nek seks, ki ni s konsenzom, se pravi soglašjem, je tudi spolna zloraba, ampak tam ne zaznamuje psihe. Spolne zlorabe, načeloma v ožjem tem smislu, mi mislimo na otroke, ki so bili deležni nekih spolnih praks, večinoma z odraslimi ljudmi, spolnih praks tudi v smislu, da so jih gledali, recimo te pornografijo ali pa starše med seksom, in njihova spolnost oziroma psiha se deformira na podlagi teh impulzov, ki so jih kot otroci dobili iz registra spolnosti, odrasle spolnosti načeloma, in s tem so zaznamovani in potem rečemo, da so ali bili spolno zlorabljeni, ali ima pa tisto neko dogajanje v njihovi psihični realnosti status spolne zlorabe. Status spolne zlorabe, ker je psiha deformirana. Tako. Se pravi, to pomeni, če jaz zdaj razumem, se pravi, otrok, ki je izpostavljen recimo pornografiji, in ta pornografija je tudi to, da recimo ti otroka poškoduješ, če te otrok zaloti pri spolnem odnosu. Ja, seveda. Pornografija naredi en velik kaos v otroku, če to prehitro gleda. Lahko gre kaos v eno smer, da recimo deklica, ko to gleda, postane aseksualna oziroma totalno zmedena. Eden od teh primerov ga imam tukaj noter napisano, ko je deklica ne samo pornografijo, ona je risanke gledala pornografske, kjer so pa tisti risari, so bili pa verjetno zagotovo moški, so pa ta penis naredili pa izredno dolg, ko eno tretjo nogo, in deklica zdaj to z logičnim sklepanjem je tudi videla, da tam nekam gravitira, nekam gre noter in po neki proporciji mogel ta penis čez usta ven ženski pogledati. In tam ženska se je še drla, upila, in punca pride čez 20 let je bila že stara in meni govori, da nikakor ne more tolo seksualnost sprejeti, ful bi rada, pa se bojite bolečine, in pol jaz išem. Pol gotovim, da pri 8 letih je gledala risanke, kjer so se ženske, ki so vase dobile od tisto tretjo noge, so se drle, in punca je mislila, da je to toliko boli. In ona sploh ni vedela, da to vpijo od naslade, od užitka, ne pa od bolečine. In potem, ko je dobila to mojo informacijo, je kar končala tolo obiskovanje in je vstopila en pester sex life, ker ga je toliko časa zatirala, porniče gledala pri 10-12 letih in potem pohota, ki je prišla, ni upala, bala, vse narobe, ker je mislila, koliko to boli. Zakalkulirala se je, zato ker je gledala te porniče. Gledanje staršem pa sploh občutljivo. No, da je zdaj tako narediti. Kaj se pa naredi v primeru, da te otrok vseeno zaloti? Kaj narediti v tem primeru? Probat narediti, ne vem kaj, eno flegmatično sceno oziroma ne, da je to neko dramo, da je to konc sveta. Tudi recimo, kot deklice ponavadi masturbirajo zelo zgodaj. Mamice, niti očetje, ne smejo dramo delati iz tega, ker ta drama staršev lahko ful zabrazgotini otroka, deklico, in potem deklica postane anorgazmičarka, če jo mamica zaloti pri masturbaciji in naredi dramo. To je treba sflegmatizirati, kot da to ni nič, kar preslišati gremo naprej, da ta mala si ne sme ustvarjati drame v svojih miselnih sistemih. Se pravi, seks, če se tam vidi, preko sva se hecala, malo se zgečkava, pa mamica tam, ko načeloma se to ženske znajo kar oglašati, ker moškim je to balzam za dušo, če žensko pripravi do vzdihljajev takih malo bolj intenzivno slišanih, deklica to vidi, pa tudi otroko to vidi, misli, da je mamica tam žrtev nasilja. Tako. In potem, če mamica to tam pokaže, da je to hecanje, da je to nasmejanost, slušno, da to so se nekaj igrala,
Mislim, prej bi jaz rekel, dajte starši pazi, da vas otroci ne vidijo pri seksu, ker imam primere, ker več njih, ko so in s tem imajo probleme, recimo mamico zalotila hčerka pri oralnih praksah, ne, se pravi, po domače povedano, mamica je fotroga fafala, ta mala je pa to gledala. To ne more s tem živeti. Mislila, da je mama ataje. Tam je pa mislila, da je oče tam prisili, da to mora delati, da je ta mama to žrtev, pa še fotor, ne, je ena rekla, ona dva sta oba mislila, da jaz spim. Ne, jaz se pa delala, da spim, točno vem, kaj sta počela, ampak v svoji glavi je ta mala misla, da je fotor prisiljeval mamico, da to mora delati, ni nič, da je to s konsenzom, oziroma da mamica načeloma pa tudi rada dela. In te zgodbe so se ful napačno zapeljale v dekličino glavo, mislim, marsikatero, boh ne da sinček še to vidi. No, dajmo pa pogledati, če pri sinčku ima pa kako erektilno disfunkcijo. Lahko, ženska pol v seksu zobe stisne, ni lušen, ampak seksa lahko. Če se pa pride do erektilne disfunkcije, do impotentnosti, zaradi teh scen, ki jih je otrok deček videl, deček pa ne more seksati. Ne? Deklica kljub temu z nelagodjem lahko, deček pa ne more. In to moški, ko to ne more, ne, to je konc sveta, to ne moš več živeti s tem. Ne. To moški veliko bolj trpijo zaradi erektilnih disfunkcij ali pa tudi prezgodnega izliva, kot ženske, ki ne morejo z užitkom seksati. Razen tiste, ki ne morejo koitusa, se pravi penetracije. Tudi en primer imam, ko ženska ne more sprejeti vase penisa. Rada bila pa mamica, brez da bi ga dobila, da boš mamica. In zakaj do tega pride? Zato, ker je deklica bila spolno zlorabljena strani bratranca, on je defloriral, razdevičil pri 5 letih. Ona ni nič vedela. To je bolelo. Ona, ko je dala noge narazen pri ginekologu, je zbežala z ginekološkega stola. To je pomen panični napad, ker je bratranec njo razdevičil. Ona ni nič vedela. Jaz sem pa celo otroštvo, vse dnevnike. In pa sem povedal, zdaj tale bratranec je najbolj osumljen. In pa sem ga pa jaz poklical in se z njim dobil. Ker jaz sem s hipnozo, on je tajil, jaz s hipnozo nisem nikamor prišel, ker ženska ni bila hipnotibilna, dojemljiva za hipnozo. In potem lepo pripravljam, se dobim z njim v živo, ko jaz začnem to tematizirati, to je, kar ni vedel od muke, kaj bi. Ne, se je lagal. Jaz pa znam branje brat, ne. Ker te ženski bi pa kaj bi, če bi se tega suvereno spomnila, recimo pod hipnozo, ali pa da bi bratranec meni opisal, kaj se je šel z njo, bi suvereno to dopovedal, da se je njej to dogodilo, pa celo sceno bi opisal in ona mogoče bi se spomnila, oziroma če bi 100% dojela, da je bila spolno zlorabljena, bi lahko simptom, se pravi dati naraz noge, pa penis vase sprijet, to je simptom nočne more za njo, panični napad, bi panični napad zbledel, če bi se spomnila, od kje se to napaja. Zato se je treba teh spolnih zlorabljati načeloma, ni vedno tako, ampak prebiti do jedrnih dogodkov, se spomniti, predelati, dati interpretacijo, dopovedati deklici, da je bila žrtev, da ni, ponavadi pedofili rečejo, saj si to želiš, leko ko uživaš, ti si kriva, ne. Deklica si nabija krivdo, se reže, bruha, vse živo, motnje hranjenja. In pa deklica dobi interpretacijo, da nas je Bog tako naredil, mati narava, da draženje klitorisa je pač prijetno. Ona si ne more odpustiti, da je največji problem spolnih zlorab, ne. To sem jaz pred 25 leti povedal, stroki, je uživanje žrtve. Recimo deklica, ko uživa, da je pedofil nekaj počne iz registra draženja klitorisa, da je to prijetno, ona se potem začne rezati. Nezavedno se očita, da je uživala, pretepa si vagino, ker ne more pozabiti, ne, nadjaza še ni bilo, vesti, ki peče, še ni bilo, v puberteti se vest pojavi in vest jo začne glodati in ona se more rezati. Ker ko se ureže, dobi kazen in se olajša dušo. In pa se reže, ker je to lušen. Rezanje je prijetna stvar. Ampak samo za tiste, ki imajo očitek, se pravi, kriva sem, ker sem v spolni zlorabi uživala, rabim samo še kazen. Pa se režejo, bruhajo. Ampak to vse
to objemu nezavednega zavest nič ne ve o tem. To je teoretski diskurs, ki sem ga, ko sem jaz to upeljal v to stroko spolnih zlorab, da je največji problem spolnih zlorab uživanje žrtve, za uživanje rabijo spolno zlorabo. To so norele, tiste fakulteta za socialno delo, odslej naprej se pa ve, ampak to sem 25 let nazaj, ko sem napisal recenzijo knjige V objemu pedofila. To je pa moja kolegica, že pokojna Olga Dečman-Dobrnič, jaz sem recenzijo te knjige napisal, ko je meni to ona povedala, ne? Pa doktor Rugli je še takrat bil, ki je bodril, da naj to napiše. Od takrat naprej, se pravi 25 let nazaj, se je to začelo pa malo bolj govoriti, da je treba na psihoterapijo, da žrtev predela eventualno uživanje. Ampak dejstvo je, da o tem se še vedno ne govori, pa je 25 let kasneje. In dajva zdaj še pogledati fantke. Kaj se pa zgodi, če je fantek zlorabljen? Je odvisen zdaj heteroseksualno, se pravi, da ga ženska tam zlorablja ali da je gejovska. Recimo strani očeta. To pa gej rata. Verjetno gej, ker to načeloma te pedofili postanejo biseksualci, bom rekel, gej, moški tako ekskluzivno gej, mora veliko stvari narobe biti, ampak če bi bil pa deček strani očeta spolno zlorabljen, lahko biseksualec, paradigmo lahko ponotrani, lahko pa tudi ne, da potem on počne nekaj naprej. Načeloma, gejovski pedofili so sami bili spolno zlorabljeni in potem to spolno zlorabo nezavedno perpetuirajo naprej, se pravi, sami postanejo pedofili, ker so bili sami otroštvo zlorabljeni. Tako načeloma problematično je, če je gejovska spolna zloraba, da če deček uživa kot moški, kot bitje s penisom, nosi užitek. Ne, ta užitek se vgravira v psihično strukturo in on želi ponoviti ta užitek in to z moškim. In zato postane ali gej oziroma biseksualec. Lahko pa tudi, mislim, meni je nekdo prišel pa je rekel, da zdaj iz prve roke, da mi bo povedal, da je bil spolno zlorabljen, ampak da to pa ni bilo prijetno za njega. Absolutno ni bilo prijetno, je bil fant, pa strani moškega in danes ni gej, ne? Pa je bil spolno, samo mu je bilo neprijetno. Problematične so prijetne spolne zlorabe. Če je deček strani moškega ali pa fantkov pripeljan do ugodja, da mu je prijetno, potem si mu ta užitek vgravira v fundament, v bios, ni samo virus, ampak je trojanski konj v biosu in potem mu ta paradigma eskalira po puberteti ali pa med puberteto, da bi to pohoto na slado počel z istim spolom. In recimo, kaj se pa pol zgodi, kako se pol na koncu koncev to odraža v partnerski vezi, ker ponavadi so taki ljudje, zdaj ponavadi jaz sklepam, da mnogi so biseksualci in to pomeni, da ima neko kamuflažo ali na kakšen način, ne vem. Meni je prišel nekdo, se spomnim, je rekel, da je prekinil za roko, da je gej. Si kako to za roko, niste seksali z bodočo ženo? Jaz sem mene moški bolj rajcajo. Jaz sem rekel, to ste biseksualci. Sem rekel, vse ne bilo treba glih za roke razdret, vi imate lahko družino, mislim družino, pa otroke, pa tako naprej, z žensko. Jaz nisem rekel, vse lahko jo pa varate z moškim, ampak sem rekel, pa vse, če imate vi normalno življenje, zakaj je bilo treba zdaj tam priznati ženi, jaz sem gej, če ste pa seksali z njo. On je bil biseksualc in pol je pa še prišel hmen me vprašati, zakaj je biseksualc. In mi je razlagal, kako primarno družino je imel. Pa sem rekel, pa vi ne bi smeli biti gej, če imate Oedipov kompleks pravilno razrešen, mama vas je imela rada, božala, foter vas je kaznoval, dobri oče kaznuje. Je rekel, torej jaz sem mu rekel, tu vi ste bili pa pol spolno zlorabljeni. Ja. Ko pa je bilo kaj tazga, bratu sem ga mogel fafati. Aha. Ne, in on ni vedel, da je to seksualno, ampak bratu je nosil užitek. Brat je bil ful, navdušen, tam pa ni bilo nič hudo to delati. On ni imel še gnusa, ne nič, on je tisto, kar je počnel, je bilo ni nič, ko bi tam karkoli, neko da bi sladoled lizo ali pa karkoli, ni nič tazga. A brat je pa toliko živo, ta bratov užitek ima šel toliko v bios not kot virus in potem si je želel moške,
razdrl za roko. Jaz sem pa rekel, da ne bi bilo treba za roke razrezati. Okay, sam Roman, kako pa pol to hendla to zakonu, če je recimo nekdo biseksualc, kaj je boljš, da bi vseeno imel to varanje, laž ali resnica? Ne bi varal in odrekel bi se pohoti z moškim, odrekel bi se. Vse mnogi so v celibatu, vsi so duhovniki v celibatu. Ali pa moški, ki noče varati ženo, žena je aseksualna, ne seksa 20 let. Mislim, ima tiste ročne spretnosti pred ekrani, porniče gledajo, ampak ne vara ženo, ta bi pa, ne vem, lahko tam na samem imel tisto svojo zgodbo, ampak on imel družino pa 2 otroka. Tako je pa zajebo tisto bodočo ženo, vprašanje, če ta žena zdaj, nisem se pozanimal, ali ima novega moškega, razdrl za roko. In tudi, je pa zadaj bolečina, ker verjetno je ostalo eno veliko vprašanje, zakaj. Jaz poznam ženske, k sebi očitajo, kaj je z mano narobe, mož je biseksualec. Sem ga zelo tlada, pa vse živijo, pa nekateri ženam, žene smilijo, ti, a ne veš, da to je dec peder. Ne, peder ni, ja pa biseksualec, ne. To mnogi tako razberejo, ženske so ful razočarane, pa mislijo, da z njo, da ne zna seksati, pa tako naprej. Imel sem kupico primerov, ko je definitivno oče gej uničil percepcijo spolnosti 2 hčeram, lahko bi 2 sinovom, ker zajebanje, če sin, ki bi bil heteroseksualen vid, da je oče biseksualec oziroma gej, to je ful nadležno. Ali pa to, ki si spreminjajo spol, mislim, vse imamo v Sloveniji to ponosno razlago, kako zdaj ni več Francija, ampak je Lija Bordon. To zjebe otroka, to starši odrasli morajo dati otroka na prvo mesto, ne pa svojo spolno usmeritev. Sej, v teh prijateljih je bil pa Chandler, ki je svojega očeta imel spremenjenega v trans žensko, se pravi je bil feminilni gej, ki se je spremenil spol. Zdaj tam prijatelji, zdaj ne vem, ali si ga je dal odrezati, kemijsko, verjetno si je dal silikone. Ali pa Kardashian na koncu, ne? Ali pa Salome, mislim. Salome pri nam je, z njim sem bil, ki je bil še Nenad, si dal silikone, so ga sprašvali, kako je biti ženska, pa je tam razlagal, jaz sem rekel, kolega, stoješ, čiješ, ne mi zdaj govoriti, kako je biti ženska. Odipavega kompleksa nisi razrešil kot deklica, ampak kot deček. Ampak zdaj on je spremenil spol, tale Nenad Zraba, iznenada Salome, ima dobro komedijo, ker je v King Kong teatru, kjer imam jaz razočarano gospodinjo pri seksologu, on ima pa Nenad iznenada Salome. Ful trpeča duša, v kmetiji sem ga gledal, ampak on je dal spremembo spola narediti kot odrasel moški, po 30 letu. Pri nam je pa strokovna doktrina, da otrokom dovoljujejo spremembo spola pri 15, 16, 18 letih. Otrok še nima spolne identitete sploh izkristalizirane in se ta transideologija ne bi smela zažreti v stroko, v psihiatrijo. Kaj narediti? Recimo, zdaj sem poslušala eno gospo je rekla, veš, moj nečak se je zdaj odločila, bo spremenila spol, nečak v žensko, tako. Kaj narediti? Otrok je star 17 let. Zdaj pa te aktivisti, Anja Koletnik, kaj zdaj, to je ženska, ki je trans moški, in ona predava in indoktrinira psihiatrično stroko. Te psihiatri, da bom pa kar rekel, budale, poslušajo te aktiviste, transseksualce in pol te otroci spreminjajo spol in pride fotor k psihiatru, veš Jožko, fantek, bo zdaj Jožica in ga morate vi Jožica klicati. Ja, kako ga bom Jožica, če bi bil domov Jožko, In pol nekateri starši, poznam zgodbo iz Trbovelj, to so lojalni svojim otrokom, samo otrok, če naredi to po 20, 25 letu, ne pa pri 13, tako kot v Ameriki 15, ali pa že v vrtcu se fantke kar naslaja kot deklica, to za brazgotini psiho, to jim narediti spolno zlorabo. Romana, veste, kaj je zanimivo? Če recimo ženska gre na sterilizacijo, mora biti stara koliko 35 let in mora imeti že, 2 otroka, da lahko gre na sterilizacijo, a sprememba spola je pa, To je ta strokovna doktrina nora, vzadi so feministke, zažrte v levo sceno, zdaj to jaz povem, da sem Trbovelj, kar pomeni, da sem desničar, levičar. Desničar sem pa, oziroma konzervativec, sem pa zaradi psihoanalize. Psihoanaliza ima pa svoja znanja in preko teh znanj se ne da jeti.
In Freuda se zdaj prepoveduje, ker ima to konzervativno znanost v ozadju, ki zaznamuje politiko in pri nam levičari diktirajo stroko, psihoterapevtsko, psihiatrično in temu vse narobe, rekel, te psihoterapeuti, hodil sem na te tudi izobraževanja in kot inšpektor, nekaj Vodeb je prišel, ne, plačam kotizacijo, da vidim, kakšne nebuloze govorijo, to glava peče. In ko smo ta psihoterapevtski zakon sesul, ki je bil v prido psihiatrov, jaz sem bil totalno agresiven, aktiven in psihoterapevtski zakon je zdaj tak, da so te bogovi v belem psihiatri malo zgubili na kompetencah. Malo. Da so psihoterapeuti tisti, ki bojo par stvari oni povedali. Ker v stroki psihiatrični, tlele blizu je Italija. Italija je imela obdobje, ko so psihiatrijo kot koncept ukinili za 20-30 let, zdaj so ga nazaj sicer pripeljali psihiatrijo, ker imajo farmacevtski lobiji, imajo finančne koristi od teh tablet. Ampak psihoterapija pa bazira na psihoanalizi. Tam so pa stvari jasne. Tako. Tam pa ne more otrok spremeniti spola, ker spolna identiteta se je izkristalizirala po 25. letu. Tam pa punce si dajo joške odrezati pri 15 letih. Tako, in to je ena stvar, ker recimo, ker je čist mim, a ne? In zdaj, če midva gledava, kje mislite, da je temeljni vzrok za vse to, kar se dogaja na področju spolnosti? Ker kakorkoli, rodimo se lahko samo kot moškega ali pa ženskega spola. Ne moramo biti nešto između. Lahko smo hidre oziroma hermafroditi, se pa rodijo, v športu imamo s tem probleme, pač jaz sem športnih logov, Kaster Semenja, 800 metrov svetovna prvakinja, to je, mislim, ne da je lezbika, on je hermafrodit, oboje spolnik, on ima razpočnico, rečem, ne, se pravi vulvo ima, ampak ima testise, se pravi moda. Po domač povedano, jajca v sebi, nima maternice, nima ovarjev, nima lulčka, penisa nima, ima tam vulvo, razpočnico, ima klitoris, ampak on ima hormone testosterona v sebi. In potem XY kromosome in teče na 800 metrov v ženski kategoriji. Ali pa ta dva pretepača v Parizu, en bokser, Alžirc pa mislim tam iz Azije, sta v ženski kategoriji prebutala vse tiste ženske, pa sta bila moška, kemično, torej kromosomsko, hormonsko, XY, ampak nista imela pa penis, sta bila pa, se pravi, to je redko, se zgodi. To je genska anomalija. Tako, v Indiji imajo ta ime, teh hermafroditi so hidžre in so močni, torej infiltrirajo v politiko, kot neke modre osebe, ker bistveno več razmišljajo, da tako, nekak miks boljši, a ne? Veliko razmišlja, so pa tudi v pornografiji, ne, kot to, če pogledaš porniče, pa tam vidiš tipa z vagino pa penisom, oziroma ne, ali pa joške pa penis, to gledaš, nekateri bi to gledali. Ne, pri nam se pa operirajo, pa strokovna doktrina zmerjajo razmere med testosteronom pa estrogenom, pa kromosomsko strukturo in potem operirajo, kar pomeni, da iz klitorica naredijo penis, moda pa ima vseb, lahko mu jih ven dajo, ali pa ne, poznam primer, ko je ženska se rodila z lulčkom, ampak ima maternico pa ovarje in je danes mamica, ampak je imela lulčka, ki se je rodila. Ampak to je vse neredko, a ne? To so kirurško strokovna doktrina, zdravniki, ginekologi so to popravili. Kaj se pa pri nam dogaja? Pri nam je pa psihiatrična stroka stopila na stran ideologije LGBTIQ+, češ da obstaja poljubnost spolov, da si spol lahko izberemo in če tam deklica reče, ker se boji penisa, pa penis se je pri 13 še gnusi, da se bo dala prsa odrezati, ne, pa ima zalulat, ima strapon oziroma dildota zalulat in tist nosijo sabo, da lulajo stoje. Tle gor se že naprav, pa hormone, testosteron. Potem pa pri 25 ugotovi, ki je že dec, kosmat, da si penis želi, ker je pa ven Oedipov kompleks pa drugače ven osekal
kot pri 13 letih. Želja po penisu se deklici oziroma dekletu ženski rodi po 20. letu. Operacijo pa pred 20. letom. On sploh ne vejo protokola razvoja spolne želje pa spolne identitete. To vemo tisti, ki se s psihoanalizo ukvarjamo. Tako. In nas peče glava. Normalno, ne? Ker zdaj pa mi pa na koncu koncev slišimo primere, ta zgodbe, ki se na koncu koncev med ljudmi dogajajo in v bistvu vsej tem si tako, kaj pa zdaj, a ne? Ja, zdaj, kaj pa zdaj? Zdaj pa jaz si upam to govoriti. Brez dlake na jeziku povem vse. 15 let ne smem na televizijo, ker sem povedal kot levičar iz Trbovlj, da otrok rabi moškega očeta kot bitje s penisom pa žensko mamo, kot bitje brez penisa z vagino. In samo ta dva starša imata različna koncepta genitalij. Ne, spolna usmerjenost sploh ni pomembna, kakšen je foter pa kakšen mama, ampak anatomija genitalij, ki jih otrok motri pri starših, je ključna za razvoj spolne identitete, spolne želje. Jaz 15 let ne smem zaradi tega, ker sem to v državnem zboru, ker sem imel knjigo sem napisal, hodil sem po teh referendumskih kampanjah, 2 referenduma na mojo zagrizeno pobudo, skupaj z Alešem Primcem pa Cerkvijo. Pa jaz kot levičar sem rekel, otrok rab moškega očeta pa žensko mamo. 15 let ne smem na televizijo. Ja. Pa to še ni vse. Pa cela leva ideologija. Naredi vse, da ne smem na nobeno seminarsko predavanje. Konference odpovejo, če sem jaz ten gost. Sam še malo, to ni vse. Potem dobim pa jaz domov policijo. Strani Urške Klakočar Zupančič, pa tam ena aktivistka zblojena do konca, da mene toži, pa sodnica proti meni, da me sodstvom preganjajo za znanje, pa naj bom jaz še normalni, pa se pa tudi meni kdaj strga. Ampak jaz verjamem, Roman, da glas ga ne morejo utišati. Zaradi tega, ker pridete do ljudi, ker obstajajo kanali in na koncu koncev en je tak kanal, ker na koncu koncev ljudje smo pa še vedno uporabljamo možgane, imamo družine, želimo svojim otrokom. Imate zdravo kmečko pamet in veste, potihem vedo, da imam jaz prav. Zato ne smem nikamor. Mene ženske sovražijo, pa ena se razgovori, sovražim ga zato, ker vem, da ima prav. Ampak pa meni se suva vse oblake, ki sem jih gradila, gradove v oblakih in sem jezna samo zato, ker imam prav. In potem pa mene pa cel ideološki aparat, cela politika me se suva. Da tam imam politično-analitično oddajo Faktor ali pa 360, da jaz policijo za tega domov strani predsednice državnega zbora. Ja, pa kam so mi to prišli? Ljudje pa po tih verjamejo meni. Lejte, a veste, kam smo prišli? To je odraz tega, kam smo prišli. Pač stvari so zblojene, to je dejstvo. In so zblojene verjetno kar v fundamentu. In je v bistvu samo odraz tega, da je res stvari grejo malo po svoje. In verjamem pa, da če nas bo več takih, ker jaz zase tudi pravim, da imam zdravo kmečko pamet, da več ko nas bo, ko bomo razlagali o tem, da več ljudi bomo na nek način prebudili tisto, pač da začne razmišljati svojo glavo, najdi informacije. Ja. Samo, lejte, zdaj nekdo, ki je podobno govoril kot jaz, s tem, da bi on upet pa v cerkev, je bil Charlie Kirk. In tega so pa kar atentat na njega ubili. So ga ubili. Sej Trump, mislim, sej tudi Gelib, pa ima čudne, ampak tisti Biden je bil še bolj zblojen kot ta. In tam se gre za atentati, ne. Pri nam se pa s sodstvom, s cenzuro. Moj Facebook je bil ne vem koliko cenzuriran, jaz ne smem, ne vem, v mainstream medije 15 let, to pa ni prav. Ni prav, ampak verjamem, da glas se sliši. Deva peva nazaj na to, kar danes želiva povedati. Se pravi, kako starša, ki sta zrela, deva najprej pogledati, kaj sploh pomeni odgovorno starševstvo. Ja, zdaj, kmečka pamet pomeni, da ima človek v nezavednem neko intuicijo, se pravi nek fundament zdrave primarne družine, se pravi dosta avtoritativni, pravični oče, pa feminilna, nežna, ljubeča mama. Iz te družine potem pridejo ven, spravijo se, gor spravljanje je ta pravi izraz, ne vzgajanje, upbringing. Pridejo neki otroci, ki imajo v svojem nezavednem posneto neko vednost, nezavedno vednost in to vednost čuti v zdravi kmečki pameti. Ne?
In pol človek čuti, da malega mi ga ne v kekico napravljati v vrtcu. Danes bomo pa vsi deklice. Mojega malega ne v deklico napravljati. Recimo, jaz imam vnuka, da bi zdaj v njegovem vrtcu, ne hoče v vrtec, ampak da bo pa ta na pobudo feminist, LGBTIQ plus trans sceno, danes bomo pa vsi deklice, ali pa ta teden bomo deklice, pa se bomo malo ličili, pa nohte lakirali, jutri bomo pa si fantje. Ne mi virusa spuščati not v glavo. Romana, to se dogaja. To se Massachusetts, v Ameriki se dogaja, na zahodu, marsikje v Ameriki se to dogaja, zato je tale Trump, kakršenkoli je, čuden, pa Grenlandija, pa Panamo, on je upeljal nazaj dva spola in da geji, ki se počutim kot ženska, ne bojo smeli v ženskih kategorijah tekmovati, v študentskem športu. To je ta Runkel Trump naredil, Runkel. Runkel je isto zagovarjal, ne? Jaz sem rekel Runkel. Runkel. Runkel je en fejst butast rastlina. Slabšalno mi rečemo, Trump ima svoje zdrže, ampak na eni točki je pa koristen. Zdaj, tlele imamo volitve, leva scena, pa to, kar delajo te civilna leva sfera. Podkupljene so z državnimi donacijami. Jaz sem levičar, če sem strbol. Ampak konzervativen sem, ker to nam bo družba razpadla, če nam družina razpade. Če ne bo ta starša čutila, da mora ta sinu reči, ti si moj sin, pa tako. Fantki se ne jokajo, deklica, če se joka, ni kastrirana. Fantek, če se joka, je kastriran. Zato je razlika med spoloma. Fantek si ne sme lakirati nohtov, ker prevzema vedenske vzorce. Fantovska identiteta se gradi na lulčku, na penisu. Deklica nima penisa, sem pa toliko lepša. In deklica se ukvarja z lepoto svojega telesa, ker je kastracijski kompleks taks. To je normalno, naravno, pričakovano. Še nekaj je pričakovano, homofobija moških do gejev. Je logična, pričakovana, smiselna. Ne sme se pa dogajati. Homofobni pa do gejev, ki se ne morejo pomagati, da so geji, ne smemo biti homofobni. Homofobijo je treba zajeziti. Ampak tiste parade frustracij, ne ponosa, frustracij. To je pa absurd, da tiste pse na povodcih vozijo, kot je pustne šeme. Če ste to že videli, kako zgleda, dejansko je tako, da nekateri imajo maske gor, so na povodcih in res zgleda. Pa otroci to gledajo. Otroci tega ne smejo videti. In potem te aktivisti trans pride maškara, napravljeno žensko, v visokih petah pa je moški z brado. Kurčita Wurst, ta je zmagovalka Evrovizije, Hijuma ta, predhodnik AIDS-a. Da bi zdaj to ima tendenco, hodili po vrtcih in rekli, otroci, spol je naključno izbran. Mi smo lahko deklice ali pa dečki. Ti si zaljubljen v fantka ali pa v deklico, prijateljico. Ni res. Anatomija genitalij diktira osnovno spolno orientacijo plus oidipov kompleks in si deček ne more želeti, da bi si ljubčka dal z drugim dečkom v puberteti, če se da fanta zalimata, ima ta latentno geovsko strukturo. Da prav moški mu gre na kozlanje, če se zaliže z moškim. Deklice pa ne. Ženske so lahko biseksualke, ker ima prvi spol mamico. In zaradi prav spomina na mamico so ženske lahko biseksualke, kar pomeni, da se ljubčka ni med sabo in ne gnusi. Moškim se mora to gnusiti, ne more. Ta homofobija je pričakovana, smiselna, logična, ne sme še pa uprizarjati. Roman, imamo vprašanje, recimo, kaj pa ljudje, ki so moški homofobi, a je možno, da s tem skrivajo svojo nagnjenost? Tudi nek procent tistih, ki so ful proti paradam frustracij, ponosa zato, ker se v psihoterapiji gejem priporoča, da so ponosni za svoje gejevstvo. Jaz tudi geje terapiram, pa jih ne zato, ker so geji, ampak tako imajo ful velike rane. Ranjene duše. Pa se pa tu pa tam kakšen zgodi, da si nečeš ne želi istega spola. Jaz nisem to planiral, to se je zgodilo zaradi psihoterapije. Ampak to, kar ste rekli, da se lahko določenim latentnim gejem, ki se borijo znotraj sebe, ve, da se to ne sme, pozna mogoče celo gnus, ampak v enem segmentu zaradi recimo spolne zlorabe, fotor je nek homofobni lik, ampak če bi otrok
dečki med sabo so se šli ne vem kaj, in otrok spolno zlorabljen, ne, in ga v gejsko zanaša in pol je ful proti paradam ponosa, ker predeluje svoje nagnjenje latentno v homoseksualnost. In je lahko homofoben ampak to bi jaz rekel, če jih je 10-20%. Vsi ostali so homofobni čist zaradi nekih zdravih temeljev iz oedipalne faze ven, v normalni primarni družini. Okay. Roman, prej ste rekel, fantek ne joka. Zdaj, kaj to pomeni? Tako jih mi učimo. Pa to za moje pojme ni v redu, če mora za vsako ceno potlačiti. Ni zdaj to tako, ni v redu. Fantek, če se joka, mu oče reče, ker sklepa po posebej, fanti se ne jokajo. Tako. Zato, ker se moški ne jokajo. Da se jaz jokal, se ubijem. Jok je z nami kastracija, da pogledam dol, odreza ga ima, se jokam. Moški ne joka, je nezlomljiv. Tam je stoji, pa je nezlomljiv. Se ga ne da podreti. Ženska je nekastratibilna, nič se ne da odrezati. Ona pa se zjoka in kot ženska, kot nemočna. Če jaz vidim ženski jok, gotovo, sedi, lezi, tačko, vse naredim za jokajočo žensko. Ker nemočnost ženska vnovči, moški smo krotki. Moški, če je nemočen, bež stran od babe tudi videti ne smeš. Bež pa se umakni, pa porniče glej. Ker če se ti jokaš, nimaš pravice se ženskami ukvarjati. Moški se ne joka, ker je tale organ nisem jokajoč. On je aktiven, penetrirajoč, dajajoč. Moški ima dajajoče genitalije, zato mu mora sistem omogočiti, da zeakulira denar v žensko denarnico. Moški, če nimaš denarja, prodaj ledvico, imaš 2. Ja, sorry. V Indiji, Pakistan to vse delajo, vam še tole povem, da je malo smešno. Star slovenski pregovor pravi, kdor ne dela, naj si ga drka pa sam fafa. Nimaš kaj okoli bab hoditi. Če ne delaš, če nimaš denarja, bab tudi gledati ne smeš. Ženska pa lahko nemočnost unovči. En knof si odne, pušav, žnable rdeče, ringličke prime za joške, pa ne blond. Pa boš imela teh sponzorjev, kakor boš hotla. Jaz tega ne unučujem. Vse v redu, ampak malo sem nasmejal. To delam jaz odrsko, ker mi ne pstijo predavati. Razočarane gospodinje pri seksologu je knjiga, ampak predstava je pa ena razočarana gospodinja in vse te odsvirke na tudi vulgaren, knapovski način, tudi malo zakovne, mat kurba, pa to, če sem strboval, sem ful poučen. In zdaj mi je tale Urška podaljšala gledališko sezono še za 1 leto in tako antireklamo naredila, jaz imam razprodane dvorane. Ja, lejte, ker, a veste kaj, to so teme, ki so tabu. In te teme, vemo, da vsi se pogovarjamo veliko tem, ampak še vedno so stvari, ki pa tako boljš, da se ne govori. Zato, ker se ne pusti govoriti, leva scena noče, da se psihoanalitični diskurs pojavlja v mainstream medijih. Freuda so prepovedali celo v Avstriji, preko njegovi Avstriji. Freud se je rodil na Moravskem, to je Češka današnja. Drugače pa celo življenje bil na Dunaju. Tam je ena kolegica šla predavati, so rekla, samo od Freuda nič govoriti. Ja, kako ne, Freud je genij vseh časov. To je v rangu Tesle, Einsteina, Kopernika, to je epistemološko prelom. Od Freuda naprej vemo, da je temelj človekove duševnosti nezavedno. In nezavedno je seksualno. Tisto, kar pa sem jaz dodal v tej knjigi, je pa to, da se za 4 strenami dogaja najhujše perverzije, ki zaznamujejo politiko. Mi bi mogli proučevati sex life politikov, pa bi pa politikov sploh razumeli. Freud se pa ni ukvarjal z manifestno spolnostjo, jaz sem pa v knjigi ravno te seksualne perverzije obelodaril, pa še celo teorijo sem razložil. Romana, veste, kaj bi bilo zanimivo? Če bi mi to, kar se skriva, dejansko vedeli, zdaj, ko so pri politiki, gotovo. Vprašanje, koga bi volili. Noben ne bil izvoljen. Zato, ker eno je ta obraz za javnost, drugo pa kar se dela za 4 stenami ali pa celo v kakšnih klubih. Za 4 stenami na samem v orgijah. Vse kaj pa imajo problem v Ameriki, Weinstein, pa Clinton je bil zraven, celo Trump je. To so te alfa samci z veliko denarja, pa same lepotice. To starih bab tem ni. Razen kakšne lezbike, pa se še kaj... To so zagate. Če bi v Ameriki Bill Clinton je izvisel,
samo za tmonike bikinski. Tiste 22-letnice, ovalna pisarna, Hillary Clinton, gotovo. Tako. In cel feminizem, leta 95, četrta konferenca o feminizmu v Pekingu, Hillary Clinton je bila glavna govornica, ona, ki je bila prevarana, pa tam Judith Butler, otroka zdaj provete. In pa te decaste babe pa ranjene diktirajo kastracijo moških. Ne? In moški, če smo v družbi kastrirani, imamo ranjene sinove, moralno pokvarjene in dezorientirane, seksualno dezorientirane hčerke. Zato, ker so moški kastrirani. Ne? Zato ne sme feminizem biti zdaj prevladujoč. Jaz se strinjam s tem, zaradi tega, ker verjamemo to, da ženska je z razlogom ženska in ženska, ko je v ženski energiji, je ljubeča, je tista, ki deluje skozi srce, je tista, ki je sočutna, čuteča. Ampak tukaj ne govorim čuteča samo do otrok, čuti svoje telo. Na koncu koncev je že tudi sama spolnost, tudi uživa v spolnosti. Ne pa, da potem, jaz recimo moje stranke vprašam, kako pa gre kaj v posli, pa prav stisnem zobe, pa počakam, da mine. Pa naj gre na kuhinjski pult, mogoče v tam kaj boljš. Dobra ideja, ste slišali, če ima kjera težave s tem. Zadnje zice avta. No? Hecam se. Ampak, vem, ja. Roman, eno vprašanje imam še. Narcisoizem. Zdaj se toliko o tem govori. Zakaj mislite, da je do tega prišlo, da na nek način je toliko pokvarjenih ljudi? Zdaj, Paul Nake je bil pred Freudom, ki je uporabil izraz narcisizem. Freud je rekel, dajmo skrajšati narcizem. Okay. Narcistična kultura, John Lash, 79. leta je tam napisal knjigo o ameriški kulturi, ki je patološko narcistična. Ampak zdaj smo toliko napredovali. Jaz sem 20 let nazaj napisal, en video posnel, oziroma video. Na televiziji sem oddajo, ki jo dobite na YouTubeu, o narcizmu. Potem sem imel pa nek podcast z neko, ko bi rekel, domov sem šel v Kranj, zdaj sem v Sežani prvez, sem šel pa k Kseni v Kranj in sem narcizem in odnosi s patološkim narcizmom, narcisom, kakorkoli mu rečemo. Narcis je bil tisti starogrški junak, se je v lastno podobo zaljubil. Ne? Zdaj ne govorimo, jaz ne govorim toliko o narcizmu, to je laični izraz, ki opisuje moške, torej ne glih ženske, moške, ki so egomanični. Egomanija pa narcizem je nekaj podobnega. Problem narcisov je, da niso sočutni, on vidi sam sebe, imajo funkcionalne neke odnose, uporablja prijatelje, partnerje, za lasten jaz sem, ima pa psihopatsko strukturo osebnosti v smislu, da nimajo moralnega razsojanja. Se pravi, njihov nadjaz je šibek, to je motnja osebnosti. Narcizem, patološki narcizem je motnja osebnosti. Zakaj do tega pride? Ampak obstaja pa zdravi narcizem. Ne? Recimo jaz imam zdravo narcistično pomeni samoljubje. Ne? Jaz sem egomaničen v smislu, jaz še malo pretiravam, pa se ven mečem, ker vem, da jezim, ker imam tukaj velik ego. Športnike sem rekel, brez da vi veste, da ste najboljši, ne boste nikoli svetovni prvaki. Ti moraš vedeti, da si najboljši. Tako kot jaz vem, da sem najboljši. Zato se pa lahko duvam, tudi takrat mogoče šel 2 koraka nazaj, pa ne, upam si jet, ker sem imel brezpogojno ljubečo mamo. Se pravi, mamica me imela rada, brez da sem jaz kilo gob nabral, ali pa da sem solo pel v zboru, pa da sem najboljši bil pri verouku, pa v šoli, pa v športu. Jaz sem imel veliko talentov in sem razvil veliko samozavest. Moja mama pa ni bila pogojno ljubeča, se pravi, nosi mi medalje, takrat te imam rada. Patološki narcis je pa tisti, ki mora mamici nositi titule. Najboljši sem, če mama nima rada. In te slovenske mame imajo svojega sinčka rade, če je najboljši, če je odličen, če ima same petice, če je najboljši pri verouku, če solo poje, če 2 inštrumenta igra, če je v angleščini najboljši in v nemščini. Se pravi, mamica ga opazi, ga ima rada in ustvari paradigma pogojne ljubeče mame in otrok misli, da če bo zdaj najboljši, ko pa vem kje, da je šele sprejet. In potem čaka na svoj žarometov, mikrofon, aplauz. Brez aplauza živeti ne more, če ni aplauza, depresija. Mora iti na antidepresive. Če se ne pogovarja o njem,
depresijo pade. To so te patološki narcisi, ki imajo v resnici sesut ego. On ima tako ranjeni ego, da mora sam sebe duvati, pa skozi dobivati pohvale od drugih, aplavz, da je sam sebi všeč. Recimo, jaz pa ne rabim od nikogar nikakršnega aplavza, jaz vem, da sem car, zato ker sem v očeh matere in očeta bil nekdo, se pravi car. Mene ne zanima, ali sem jaz na televiziji ali ni, ali imam aplavz ali ne, tako da jaz nimam ego, nimam pa patološkega. Ste slišali, kaj je Roman rekel? Otrok rabi brezpogojno ljubezen in da občuti, da je v očeh očeta in mame sprejeta kot je. Ljubljen. Ne, da je pogojno, da ta mal misli, šele če sem jaz najboljši, me ima mama rada. Tako. Srbi imajo pa ta srbski karakter, meni reče, da ima srbski karakter. Ne. Se pravi, tam imajo pa Srbi radi, Zoran Milivojević je rekel, kako imamo mi pogojno ljubečo mamo, če si priden, to je ta slovenski izraz, ki je druge po svetu, Srbi, budi dobar, mogoče. Ne. Če si ti priden, te ima mama rada. Če pa nisi priden... Nisi dovolj priden, te pa nimam dosti rada. V Srbi imajo pa, če si sine moj, šta je, to je, volim te. Ne, to, če si tam same cveke imaš. Točno. Pa bičeš bolje, ajde, dođi sine. Še tata sine moje reče hčerki. Poznam Srbkinje. Moje dve soigralke so Srbkinje in vem, kako imajo to srbsko mentaliteto. Dođi sine, reče hčerki. Ampak tam imajo starši rad, otroka, ali ima same petka in najboljši, pa ne more pa v koj sveta. Peš ne da v lagiri, se z Monteveresa dol spušča, ta pa plava v koj sveta po greznic. Strel v prazno, ali kaj je že ta. Ja, sorry, ne. V glavnem, in zanimivo je, recimo, kar jaz opažam, jaz rečem ti naše južne sestre, rečejo, dušo, da li možeš. Tudi ženska je drugače tam pozicionirana, ker je dušo, da li možeš in je normalno, da bo moški nekaj naredil za svojo žensko. Tam nimajo kastriranega bedanca, pa tete pehte. Pa onga kekca, ki smo tam po svoj način, pa ta rožlje. Kekči pa rožlje, ti uni so, mojo ti pa hasati so vsi normalni. Točno. Pa zoki pa te so normalni, moški imajo močno psiho. Vse mimo pridih balkanskosti, ne? Hvala Bogu. Ja, seveda, mi Trbolah brez Bosancev smo nič. In tako Trbole je mesto rudarjev, moje so prišli vse posod. Staro fotariz. Rudnik je bil, pa smo pa še celo Bosno dobili. In tista kultura je balkanizirala in tako Slovenija, mi brez Bosanca, kje bomo košarko špilali, če smo sami jazbečari. Čeprav je bil Brezec, je bil pa Sežane, se mi zdi. Brezec, 3 metre je bil velik. Saj jaz sem preseljena v Sežano, jaz sem še vedno Gorenjka. Vi imate pa oblaka tam gor. No, in jaz sem drugačen doma iz Sevške doline, ampak je na 700 metrih, tako zdrava kmečka punca. Ja, tu si reče, sem šel, pa je bila baba, sem vozil traktor. To pa glih pri nas ne reče. V Kranju imajo tam, sem šel. Pa pol Bohin sem šel. Ja, ženske imajo te kmečke bunke, tu so decaste babe. To so možače, ne? Moškinje, ja. Moj oče hotel, da jaz vozim traktor, sem se uprla, ker sem rekla, da je to nekaj, kar ženska ne dela. Zato, ker traktor, jaz imam te kmete lokalne, ko se usede na traktor, kot da je moj puc na pol metra zrastel. Traktor si bolj moški razpolnil. To se pa ženskam zgodi. Koga pa noče imeti, ona mora imeti unga, ko to vozi, pa ne pa da sama tam, ona ima klitoričnost v sebi, majhnost, klitorične avtomobile. Ženska, zdaj ne mi zameriti, ampak jaz zaradi tega nisem hotela iti na traktor. Lahko se zraven pelam, ampak ne da bom vozila traktor. To je ta intuicija, kar pomeni, da na simbolni ravni naše nezavedno simbolno misli. In če ženska vozi traktor, pride do simbolne disonance. Pa še enkrat bom povedal, najdaljšega stoječega v planici ima moški, ne Nika Prevc, Domen Cene Peter. Gotovo, simbolna disonanca. Zdaj pa naj proučuje njen partnerski življenje, pa seksualno, od teh fantin, ki so tako dobre v športu. Moški, ko je zmagovalec, ima privilegij v ženski želji. Ženska je pa, če je lepa, pride v moško željo. Če ne pa, bež, da te ne vidim. Sorry, ker je anatomija genitali taka, pa ker smo imeli lepo mlado mamico, jaz sem bil za tisto 22-letno mamico.
In to, da so meni mlade babe všeč, ja, sam si jih ne smeš želeti, pa se oslepim, pa stran gledam. Ne moreš biti pa ti Macron, pa med staro mamo rad. Jaz sem tak, imaš 24 let starejši, ko bi staro mamo smel rad. To je, mislim... Ok, deva še malo to temo. Recimo, Roman, kako vi gledate na to? Moški, Trump, ima 25 let mlajšo žensko, to je zdaj normalno? Ne, normalno. Sem rekel, da je pokvarjen. On je 100-krat bankrotiral, to je tisoče delavcev brez... On ima moralne razsodnosti in želja po užitku je večja, kot kaj je moralno prav. Tega Oedipovega kompleksa ni prav razrešil. Ne pravi moški naredi tisto, kar je prav, ne pa tisto, ki je lušen. On se vsakih 10 let naveličil babe, pa zamenil. Pa pri 50 letih je prišel na našo Melanijo, lepa kot presica, iz Trbove se tako reče, tam zraven Radić je doma. In pa se je nekako ustalil. Ja, on glumi sebe, glumi afere, ki jih pa imel s tistimi prejšnjimi, Clinton se skriva, lahko pa imel z Levinski, kaj je tak Trump delal. Ampak to se skriva, ker v Ameriki je konzervativnost, pa tam se pred Biblijo še zapriseže, pri nam si pa car, če ti v državni zbor 3 otroke, babo zapreš kja v Idrijo, pa imaš novo nastavljavko, starleto, Robert Golob. To ne bi šlo skozi v Ameriki, na tak način. V Sloveniji pa gre kar vse skozi. Pa da predsednica tam razdre državnega zbora, družino tam enega rokarja in lepo šetata. To je žvižgano v enih kulturah. Trump vse to skriva, drugače pa pokvarjen, ker preveč bab zamenil. Da prav dec si na briketih, se pravi na eni isti bab skozi, nimaš kaj po srncah skakati. Jo imaš zato, da ne crkneš, če ti ne da seksati. Jo imaš zato, da preživiš. Libidinalno terapevtko za dušo in telo na skrivem. Če ne bi dobil raka na jajcih, pa tumor v glav, bi umrl. Ker določene ženske v Sloveniji ima seks zato, da jebe deca v glavo. 5 let da seksa, to pokačeš kva zdaj. A mu umrl, se zapil ali pa ljubico imel. V teh primerih je malo morje tle noter opisanih. No, ker to je ena stvar, ki je zelo pomembna. Ker recimo Zvone Šeruga isto rekel. Profesionalc je na eni. Amateri minajo in minajo. Ja, tu zdaj on pa išče mamo tam, tako kot Tomaž Križnar, ta išče mamo po svetu, Darfur, kje si mama. No, to jaz ne moram reči. Šeruga jo pa išče tam okoli. Izbira poklica pa hobijo je simptomatska. Za tega Toma Križnarja sem rekel, da ima probleme z lastno mamo, ker jo išče v Darfurju. Pa bab ni imel nobenih, zdaj na stara leta eno dobo. Pa v intervjuju povedal, da ima strašanske probleme mamo, se pa boji žensk, pa po 50 letih eno dobo. Zdaj Šeruga je druga zgodba. Skratka, načeloma moralno prav je, da si tam s tisto žensko, ki ima z njo otroka, pa se matraš. Čas se pa ne da, čas pa ločitev je neizbežna. No pa dajva še to pogledati. Kdaj pa po vašem mnenju je ločitev smiselna? Ja, takrat, ko se dva, ki sta vpeta v kregarijo, nočeta pa ne pustita sterapirati. Pred ločitvijo, Italija to ima, morajo iti na separacijo, neka obdobje, ki se terapirajo, grejo na razne, ampak ti se lahko sterapiraš in pol ženska sterapira. Z uvidom spozna, da ima zamero patološko do lastnega očeta. Ali pol jeba pa tega svojega oplojevalca, očeta svojih otrok, jebe v glavo. Ali pa moški ima zamero do mame in pol ima dežurno ženo, da jo jebe. Moramo vedeti, serijski morilci vsi ubijajo mamo svojo. No, dajva še Trobca pogledati. Trobec ni mame ubil, ampak je ženska ubila. Ubil je edin mamo Ed Kemper, to je 20 velik prvi detka pa babico ubil, pa je šel po boljševalnico, pa 12 štoprk, se ni nič pozdravil, niso vedeli, da se ne pozdravil, ker ni bil bolan. On ima moteno osebnost, ker ni imel očeta, sam mamo, jeza do mame, ker ga je sama vzgajala, detka pa babico pri 16, 12 štoprk, pa je na konci pa mamo ubil. To je eden redkih serijskih morilcev, ki je mamo ubil. In on je rekel, zdaj sem pozdravljen ubijanja, ki je mamo ubil. Se ni bil, tudi ni bil zdravljen ubijanja, ampak načeloma vsak moški, ki je sposoben agresijo zganjati do ženske, da jo udari, da jo ubije. Serijski morilci, vključno s Trobcem, ubijajo mamo na simbolno nezavedni ravni. To mi, ki se ukvarjamo s tem, vemo, od serijskih morilcev naprej. Eno vprašanje imam. Se pravi, moški, ki
pretepa žensko, ki jo udari, Ja, mama kriva. moški, ki se psihično spravlja nad žensko, jo ne Mama. udari, Ja. ampak ne vem, kriči takole pred njo. On predeluje zamero do lastne mame. Okay. Ja, sej ženska je tudi taka, če do očeta ne vem kak, ali pa da ni bilo fotra, ne, da nima harmonije z očetom, da Ima se zamero vse do- umrl. Očeta nima posnetka na hard disku, pol tam on dežurni krivec most pokasira samo zato, ker je živ, Tako. ker še ni umrl ali pa ker je še prisoten, ker se ni odselil. Ker ona ima formirano psiho, da ni moškega v meni. Če ni bilo očeta ob njej kot deklici. Okay. To so te zakonitosti, ki jih vemo od serijskih morilcev naprej. 100% vemo o serijskih morilcih vse, nastali so v otroštvu zaradi mame, pa očeta ni bilo. Noro. Zdaj pa dajmo mi eno stvar pogledati. Roman, kakšna je rešitev? Zato, ker na koncu koncev vedno več družin je enostarševskih. To je dejstvo. Ja, zdaj Kaj treba- narediti v tem primeru? Imaš otroka, ki mu želiš maksimalno dobro. Ni prisotnega očeta, recimo, pa Otrok- do 6-7 let. Kaj pa pol? Otroci morajo sterapirati sebe, oziroma priti do spoznanja, da ženska seksualnost je ful zajebana, bo se reklo. Če v ženski oče nekaj zajebu, zdaj odmislimo spolne zlorabe, pa tisto pornografijo, če fotor pri hčerki nekaj zajebe, to bo s seksom vse narobe, pa s komunikacijo z moškimi. In pol ženska mora predelati očetove grehe in kako jih je ona kot deklica mislila, da mora zamere do očeta predelati, pa spoznati, kaj se njej kot deklici dogajajo, potem se pa pohota lahko na novo rodi. Oziroma začne prenašati domnevne zdrse moža, sploh niso tak zdrsi. Ne? Ena druga ženska z drugim otroštvom, drugim odnosom do očeta, sploh tega enega tipa, ki ga druga vidi kot pol hudiča, ona bi rekla, da je pa čist sivo poprečen butelj, tako so vsi, špicna roba zaužen. Ja, tako se reče. To je v našem nezavednem so kopica zakonitosti, te moramo pa poznati, ben jih ne poznam. Moje znanje se ne sme prijeti, da ne bi slučajno kaj preveč se Roman, vedelo. v tem primeru nekdo pride k vam in dejansko koliko terapij potrebuje, da te stvari predela? Pa jaz eno terapijo, življenjepis mi prej pošljajo, da jaz vidim, včasih rabim 2 plati medalje, včasih samo enega, ker nista vedno 2 kriva za to, vedno sta 2 kriva, ne, vedno en kriv. Drug je refleksno neznosen, pa recimo še bolj napadalen. Ampak jedro spora je navadno eden, in drug je posledično neznosen. In potem tega enega je treba sterapirati, drugega je treba poučiti. Moramo pa povedati, poslušajte, vi ne boste nikoli srečni, če imate recimo 5 otrok, če eden od otrok ni srečen, starši ne morajo biti srečni. Jaz sem 2 sinova, če eden je srečen, jaz nisem srečen. Tako. Ne, vi imate 3 hčerke. 3 hčere, če ena ni srečna ali pa ni je že zdrava, gotovo. je že gotovo. Ja, vse je narobe. Staršem je treba dopovedati, ker se ne zavedajo, ker nekateri rečejo, so mi prejšnja terapeutka rekla, sej vidva, ko bo ta šla narazen, se to ne pomeni, da bo ta umrla za otroke. Je rekla klinična doktorica klinične psihologije. Jaz si rečem, lejte, mi smo skupaj zaradi otrok. Včasih da malo zobe stisniti, se sterapirati, spoznati, uvidi in gremo naprej, se matramo. Ta je pa rekla, peta narazen, ne? In sta šla narazen, ženska je hotela zanositi z drugim, 2 spontana splava je imela. Ni mogla zanositi, nezavedno ni hotela. Ta tip, ki že z drugim sem preko na seksu v friend, je rekel, jaz sem svoja žena, te prva še kar rad. Pa sva se zanj dobila na kavici in rekla, jaz te imam tudi rada, me zmer skrbi, kdo ti za jest, pa za pit deva, pa kdo ti spere. Siko, zako sta šla pa vidva butla pa narazen? Ja, klinična psihologinja tako rekla. Sem rekel, vete ko? Sem rekel, jaz vas nikoli ne bi to rekel. In sem mu par stvari razložil. Je rekel, zdaj bom šel jaz odvetniki, pa klinično psihologijo tožil, ker midva so zrtnije narazen. In moji otroci so zdaj v razdalji družine, ona je pa rekla, da gremo lahko narazen. To se učijo na fakultetah za socialno delo, ločitev je čisto običajna. Tam
razna teološka fakulteta, tle samo še to hvaljen Jezus, krščanstvo, pa imate tam razne franšize te psihologije, klinični psihologi, družinska terapija, 2 gresta lahko na razne. Čakajte, malo zjebali bo to otroka, ne na razen, zobe stiskite. Včasih se pa res ne da, no. Včasih se ne da in jaz sem rekel ženski, če boš ti ste imela otroka, to si se ubila. In je šla, zanosila, 3 leta sta bila skup, pa je šla pa na razen. Pa sem mogel pa inštruirati, ko pa zdaj sta šla na razen. Prej sem rekel, ne zanos s tem tipom, ta je psihopat. Ja čaki, v svinganje te sil. Tebe bi posojal drugem. Trojčka moš prijateljco pripeljati. Tebe nima rad, tebe ima sam za seks. Ja, pa se mama rada. Ja, ne, opraviti je možgane, ker si 20 let mlajša. Poslušajte, a ste slišali? Ja. A ste slišali? Te sili v trojčka, ti razlaga, da je to normalen, te sili, te bi gledal z drugim. Ja, In prav, da to je ni normalno. To ni normalno. Ti moš unga gobc razbiti, da ti drugim daš, pa te ga gledaš, da te oporiva, ga ubiješ. Tako, da ti samo predstav to, da reče, veš, mene pa to vzburja, trojček. Adijo, tip je zblojen. Pač, Ja, sam vse to ženske, ko bi se takole šle, bi šla trojčka in rekla. pomeni, da so tudi zblojene. Zblojene. Pa vi stran od takih, če ste moški, stran od takih žensk, ker to je zblojeno. Pomeni, da Ja, je jaz sem hard rekel disk. eni ženski zblojena, pa me toži za 10.000 evrov. Zmešana je, zblojena, ni diht, pomeni, da spuša. Ja, pa jaz sem argumentiral, zakaj. Ja. Ne, moja argumentacija ne to. Naj pa psihiater, a ste bili kdaj na psihiatriji? Ne, nikoli. Baba laže, gleda v oči pa laže. Ženske znajo tudi lagati, moramo pa lagati včasih, bela laž. No, dajva še o če tem, se kaj zgodi je pa varanje, bela laž, kdaj je pametna? če ima oči ljubico, baba mu pa 3 leta ne da seksati, pa ga sin vpraša ali pa hčerka, oči imaš ti ljubico? Ne. Suvereno je treba lagati. Zato, ker se otroku zjebe predstava. Otrok še ni bil, starši imajo seks life, kakršnega imajo. Otrok ne sme vedeti zdrsov ali pa varanja, če se zgodi v veselem decembru ali pa pijani, svi goli pa košta voli. Ne more otrok teh resnic svojih staršev, jih ne bo dojel. Zato tvoj oči je en navaden babjek, skozi me vara. Ženska mora to vse imeti, pa ne govoriti hčerkam, ker bo ta mala pa jebača tazga, ki jo bo varu najdla. Ker na nezavedni ravni ima rada očeta in pol nezavedno bo zbrala točno tazga, ki bo jo varu, tako ki varu oče mamico, ne, svojo ženo. Tako da to otroke ne siliti z informacijami, kaj se seksualnega iz registra seksualnosti dogaja med očetom pa mamo. Otroci tega ne smejo videti. Če se zgodi varanje, ne smejo vedeti. Ne smejo vedeti. Ker se psihično bolje razvijajo, kot če ima virus noter. To je virus, ja. To je virus, enostavno te okuži, ker enostavno nimaš pojma, kaj to sploh pomeni. A ne, ker otrok si želi pač družino. Pa določene hčerke, mislim, sta šla na razni pol pecu, tam ene kelnerce. Ne, zakaj nimaš mene, zakaj imaš tiste 5 let, sam starejša, pa že ono imaš tam, se vem, kaj se greta, seksata, ne, in pa ta ženska to vidi, fotra, hrepeni, da bi šel očka, ima tiste napadalke, nastavljavke k njej, ona ima glavni fetiš, ne, oziroma glavno perverzijo razvije, da razdira zakone, ki je stara 25 let, in pa razdira zakone direktorju, šefu, ne vem komu vse, ker je to neverjetno rajca. Zato, ker kot deklica bila ranjena, ki je gledala fotra, ki ni imel njo v prvem planu, ampak je transparentno. 5 so tiste nastavljavke. Prodajalke, ljubezni. Tako, in zdaj, če gledamo, ne, kakšna škoda se dela na hard disku otrok skozi spolnost. Zato spolna vzgoja je absurd, prepovedana. Ne sme biti otrok spolno vzgajan na način, kot mnogi na levi javno razglašajo. Spolna vzgoja v vrtce, v šole. Kakšna spolna vzgoja? Otroke, deklice treba podučiti, kaj je menstruacija, kontracepcija, tudi fante, ampak neke tam detalje, kaj je to spolnost, kam to gre, koliko je to veliko, ali pa porniče gledati. Porniči so poučni. Pa ne za otroke, to mogoče najstniki, kaj tam pogleda, pa še za najstnike je škodljivo. Jaz mislim, da je to prezgodaj, zato ker kakor je otrok izpostavljen pornografiji, naredi tako škodo
prav te percepcije, kaj je prav, po moje. Želja se, te mladci, ko to počnejo, ne, pa gledajo vse živo, od zoofilije do orgi, ne vem kakšnih, in potem ima tam žensko, punco, in ljubljanje mu ne ostane. Ker ima on toliko teh virusov, ki tisto pornografsko sceno, tako živalsko gledo, da ga običajen seks sploh ne rajca. To je tisto, kar se ne zavedajo. Pornografija je nastala zaradi skrhane želje ostarelih alfa samcev oziroma moških po 40. letu. Takrat je v 70. letih, se pravi enih 50 let nazaj, je nastala pornografija za moške. Danes so pa tega deležni otroci. To bo kaos nastal, to ful trpijo te otroci, ko imajo Viagro pri 25. Mu ne ostane, če si pa pornič od 8 leta naprej gledal. Pa z Viagro seksa. Pri 25 letih. Ja. In to je zdaj ena stvar, ki je sigurno na nas starših, da preprečimo, da bi naš otrok bil izpostavljen tem virusom. In to pomeni, da to, da recimo ženska reče, nisem vedela. Ja, če veš, da je pornografija doma, jo je treba spraviti. Jaz verjamem v to, da pornografija v ljubeč partnerski odnos ne paše. Naredite si svoj pornič, ne rabiš pa... Otroci so znajdljivi so. Ne, meni se otroka pripeljali, ne? Ja. Zdaj bom povedal, ker je to dobro za starše. Tisti nekdo, moram povedati, se ne bo gledal tega. Otrok je gledal, torej, ukradel je erotično perilo. Tangice, modrce, kombineze, tak ima fetišist. Ampak je 10 let star. In potem so ga k meni pripeljali. Tam malo ni hotel k meni 9, ali koliko je bil star. In še očka lahko šel zraven. Zdaj pa poslušajte, zdaj tole se mora utišati, ne sme se vedeti. To, če bojo tam ga klicali na zagovor varnostniki, pa to, on so mislili, da je fetišist. Ne, to je kupil za darilo. Lagati treba, da tam malmu travmo prihranimo. Tam malega sem vprašal, lega, ti si gledal nek porniče. Ne, smo mu vse zaklenili. Tam mamica upije, fotor upije. Si ko posluši, veš, da bi jaz rad te pomagal. Povej, kje si gledal porniče, ker to ti ne veš, da obstaja to vrstno erotično perilo. Kje si gledal? No, očetovem telefoni. Očeto je shekal telefon na njegovem telefonu ali celo računalniku. Na njegovem računalniku, ki je tam malo shekal in gledal tam, mislim, da celo OnlyFans, striptease, erotično perilo imel. Kaj če kaj z bičem pa te zadeve? Sam ženska v erotičnem perilu. Tam so neke OnlyFans, pa tista boudoir, erotična fotografija. On je bil zasipan s temi adrenalinskimi scenami. In on je kupil, on je šel kraditi erotično perilo v Hofer, ali kam je šel. In so ga dobili, varnostniki. In potem sem jaz rekel, da je treba ta prvi šok zaščititi, da otrok ne bo zaznovan s tem dogodkom. Otroku je pa treba dopovedati, zdaj komu drugemu, kot k meni so ga pripeljali. In jaz sem tam malo povedal, ti si porniče gledal. Ne, nismo, tu imamo vse zakodiran. Tega, ne mogoče, da nisi. Kje si gledal? Fotor v računalniku. Pa je fotor pisan gledal. Se zgoda, ta je še bolj zapletena, ampak ne bom šel zdaj detalje. Se pravi, otroci so znajdljivi. Eden ima dekodiran telefon, pa v celemu razredu kaže. Jaz se spomnim, ko sem rešil eno spolno zlorabo, so imeli neke pornografske slike. V razredu, 5 let, 5. razred. So gledali, vsi so se režali. En je šel pa kozlat. Tak je bil pri meni zaradi somatičnih problemov telesa. In vedel sem, da ima spolno zlorabo. Nisem vedel, odkje, kaj, kako. Vedel, da je spolna zloraba, zato ker mu ta hidravlika ni delovala v dogiju. Vsem nekaj gre, ko pa dogi mi pa dol pade. Vsi, kot je bila spolna zloraba. In potem sva iskala neobičajne dogodke in rekel, da so v 5. razredu erotično, ki je en fant prinesel, je rekel, vsi so se režali, jaz sem pa tisti videl, sem šel pa kozlat v WC. Se rekel, že vem, s hipnozo pa sem najdel spolno zlorabo. Je pa mamico videl,
v delikatnih spolnih praksah in to ne z očetom, ampak z dvem fizičnim, ne, dva je videl, spred pa dozad, točno tisto, kar je bilo v tistem porniču. Njegovo nezavedno je to pomnilo. Tako, in zato je šel bruhat. On je šel bruhat, on imel vse narobe s trebuhom, s črevesjem. Se bojo obračali to. Pa zaprt je bil, midva sem se to predelala, to je sral, 3 dni je sral, ker je vse prepucal, prej bil pa kronično zaprt. Tako. In ko sem jaz naredil, jaz sem šel pa njegovi zdravnici v bolnico, se je zdaj pa takole, po telefonu sem poslušal tega, ko ga imate, ne ga več operirati, on ima status spolne zlorabe, njegovo telo bo začelo normalno delati, ko bomo midva predelala spolno zlorabo. Ne mu vi črevesja rezati, ker to nima napako črevesja, ampak ima virus v glavu zaradi spolne zlorabe, ki mu je usekala v premlevanje v glavi, premlevanje v črevesju. Tako. Ja, zdaj pa to jaz, uradno, default, grem v zdravnici to govoriti, ali pa okulistu. Poslušajte, z njegovimi očmi ni nič narobe, on je psihično slep. Ko te vi vedeli? Jaz rekel, hipnotiziral sem ga, pod hipnozo vse vidi. On ima korist od tega, da je slep. A jaz, Petelin, sem šel okulistu, doktorju, ki je bil še direktor bolnice, smo šel tole razlagati. Se pravi, imam res velik ego, da si upam to narediti, ampak jaz vem, da sem imel prav. Jaz šel tam malo reševati, celi družini. Roman to dela tudi s hipnozo, dela preko pogovora s hipnozo, tako da pride do zapisov, tako da če se je v vaši družini karkoli takega dogaja, če ne najdete nekih globokih odgovorov, ki veste, da nekaj je, ali pa da nekaj smrdi, pa niti ne veste kaj, mogoče je Roman res prav naslov za to, veste? Mogoče bi jaz rekel, hipnotizirati zna marsikdo, samo oni ne vejo, kaj morajo iskati, kako se tega lotiti, ker srce odpreti zna vsak, koš pa ti v odprtem srcu delu, pa ne veš. Ne vejo te hipnotizeri, kako se je treba to lotiti, če ne vejo, kako psiha deluje. Tako da ne je čist vsakemu. Pač zato govorim, ne? In zato tudi sem želela, Roman, da pridete k meni, zato ker ljudje iščejo rešitve. In mislijo, da vsak, ki dela hipnozo, da je v redu. Pač ni. Če išče pod hipnozo prejšnja življenja, kakšna prejšnja življenja? Ja, on ti sugerira, da si že živel in potem haluciniraš na podlagi nekih informacij, neko zgodbo, sem že živel. Pa tip te ne tegno, da je živel, ni prejšnjih življenj. No, čeprav tukaj, Roman, jaz sicer verjamemo to, tako da mogoče to pustiva. Smislu reči. Ja. A čem tole reči, ali nekaj nisem vedel, kaj vi? Ne, saj je v redu. Sam niste pa vegetarijanka. Ne, nisem vegetarijanka, ampak v glavnem v vsakem primeru tukaj nimava skupne točke, ampak v glavnem nasplošno, če veste, da vaši družine so neke čudne zadeve, rabite pomoč. Ne misliti, da bojo izpuhtele, ker ne bojo izpuhtele, ampak rabite pomoč in sploh takrat, ko se gre za otroke. Ker na koncu koncev, glejte, otroci, če jim pomagamo čez take stvari, se izognemo marsičemu, psihiatriji, pa še čemu. Neugodje v družini se razseli na vse družinske člane, če tam eden, recimo, zdaj po teli seansi, smo imeli to družino, ki je cela družina sesuta, njim grem domov, ker moram hčerko sterapirati, če jaz ne bom, ker psihiatri ne bojo domov šli, hčerka noče iti ven, in če jaz ne bom pomagal, ampak ko sem te prvo rekel, vidva starša, vidva sta toliko izgorela, ker tega vidva ne morata več prenašati in se bo staršem zasukli. Lahko družinski člani raka dobijo, ker je tukaj veliko neugodje, ker je, recimo, da je nekdo šizofrenik v družini ali pa da ima motnje osebnosti. Tudi družinski člani fejs trpijo. In treba tega družinskega člana sterapirati, da je peace of mind v celi družini. Tako. Ker to se, ponovadi pa eden tisk, ko ga je treba sterapirati, oziroma eden je, spravljajo se na otroke, najstnike, kak je. Ja, starši zajebali ste ga. Treba starše, pa pedopsihiatrija. Kakva pedopsihiatrija tam otroka imajo? Starši treba sterapirati, otroka pa puste primer. Tako. Se pravi, smo mi tisti, ki smo odgovorni, in če smo res odgovorni starši, bomo šli najprej sebe popravljati, pa šele svoje otroke. Tako da, Roman, imate še kakšno tako misel, ki jo želite deliti? Tako po občutku se mi zdi, da sva povedala to, kar sva. Ne, tako bom rekel, tale knjiga je ful poučna, ker ima tudi veliko teorije. Tako?
Ampak, če bo interes, da napišem še eno knjigo, jo bom pa napisal, če bom imel dovolj teh kliničnih primerov ljudi, ki si upajo svojo kalvarijo zaupati, z vsemi detajli, tudi vključno z vso zgodbo iz otroštva, zato da bi poučil, da niso oni edini taki, ampak je malo morje. Ljudi, ki imajo podobno zgodbo kot tak, so tle noter. Tako. In če bo Bog dal, pa če bo usoda hodila, pa drug del napisal letos poleti, sam rabim te največje ranjene duše. Dejstvo je, da v Sloveniji zelo veliko modrih duš, starih duš, ampak ranjenih. In tukaj noter vem, da preko takih pogovorov bo nekdo slišal za vas, bo rekel, nič, tole je zame rešitev, grem naprej in sem prepričana, da pozitiven glas gre naprej. Ja, zdaj imam tukaj teh podcastov, pa grem, kamor me povabijo, čeprav me povabijo v knjižnico, hodijo vaščani ali pa meščani tam v direktorici knjižnico, ja, se zmenimo za termin, bom prišel v knjižnico Škocja na Dolenjskem. Urgentno dobim obvestilo, ne bo te prines, višja sila ali pa višji politični ukaz. Jaz ne smem gostovati, ker tako po teh medijih, tako da se oglašam na teh vaših. Bomo pa takole, Ja. Lejte, dober glas gre v 9. vas in verjamem, da tele mediji so odlični, ker dejansko ljudje zdaj pa že znamo, kaj razmišljati svojo glavo. Je to tako? Tako da, Roman, hvala, ker ste prišli. Dobro, pa tehnologijo imate. Upam, da se tole fajn sliši in vidi. Zelo lepo se sliši, vidi, tako da sva ozvočena. Hvala res za to, da ste prišel in res sem prepričana, da odspodaj bom dala podatke, tudi kje lahko dobite Romana. Njegov mail, njegov telefon, v glavnem te podatke, ki jih drugače delite tudi na spletni strani. Facebook, tako da se lahko povežete, gre se pa za to. Vi ste odgovorni, najprej za sebe in še bolj odgovorni, če imate otroke, za svoje otroke. Tako da uživajte. Dan vam želim. Lep pozdrav.